Teče 12. seja sveta stranke. Na tej seji obravnavamo predvsem prvo oceno volilnih rezultatov in pa volilne kampanje, ki je za nami, in pa seveda predvsem, kaj nas čaka v teh prvih časih novega mandata. To so glavne teme. Sicer kaj imamo pripravljen zaključek oziroma sklepe, ki bo potem svet sprejel, dopolnjene, popravljene, to bomo še videli tekom razprave. Kakšni so ti sklepi? Sklepi so predvsem glede prve ocene. Nimamo še dokončne ocene, vsekakor pa mi ocenjujemo, da je volilni rezultat sorazmerno dober, je slabši kot v prejšnjem mandatu. Izgubili smo 2 poslanca, od 28 smo padli na 26, vendar glede na okoliščine, da se je volilna udeležba predvsem v tistih predelih Slovenije, ki so desno-sredinskemu okolju manj naklonjena, drastično povečala. Ocenjujemo, da je vseeno bil naš rezultat dober. Je pa to obenem tudi kritika naše priprave volivcev, da jih nismo motivirali, tudi svojih volivcev nismo dovolj motivirali in smo se na nek način uspavali z raziskovanjem, z temi rezultati, ki so jih mediji potem vedno znova ponavljali v našo korist, bilo pa je torej drugače. Torej, ugotavljamo, da smo naredili marsikatero napako, vendar nobene take velike, drastične, da bi padli recimo na tretjino prejšnjih rezultatov ali podobno. A je beseda tekla tudi o zapisu na spletni strani SDS, spornem zapisu? Ne, o tem ne. Smo pa več govorili o težavah, ki nas čakajo, predvsem glede oblikovanja programsko trdne, solidne koalicije in menimo, da bo iz tega naslova, da ta programska koalicija ne bo trdna, vsej bojimo se, da ne bo, da bodo izvirali mnogi problemi, ki jih seveda v tem času ne bi potrebovali oziroma jih ne bi smelo biti. Vendar smo tudi v sklep zapisali, da bomo predvsem v teh časih konstruktivno delovali, tudi kot opozicijska stranka, tudi ne bomo glasovali proti vladi, kot je bilo doslej vedno v navadi, da je opozicijska stranka glasovala proti potrditvi, proti vladi, ki naj bi bila potrjena, in tudi vse protikrizne ukrepe bomo podprli, če bodo le izpolnili tisto osnovno nalogo socialno-ekonomskega sporazuma, to se pravi, da bo nekje v ozadju širša podpora tem ukrepom. Tako da z naše strani zagotovo ne bo nova vlada imela težav, če bo le konstruktivno pristopila k reševanju problemov. Bo kaj govor o kakšni možnosti vstopanja v koalicijo zgolj opozicijski dogovor? O možnem vstopu Slovenske demokratske stranke nismo govorili, kajti to ocenjujemo, da je nemogoče, kajti gospod župan oziroma bodoči premier je že v predvolilnem času govoril, da z nami ne misli sodelovati, in obenem je tudi rekel, da kar on reče, to tudi dela, tako da mislimo, da bo ostal načeljen glede tega, vendar iz tega naslova ne bo z naše strani težav. Ampak vseeno, če nekako pogledamo, gospodu Jankoviću ne gre gladko pri sestavni koaliciji, imate vi morda pripravljen plan B? Glejte, nemogoče nobena koalicija v prejšnjih mandatih ni bila sklenjena v nekaj tednih. Po 2 meseca so se te stvari pravzaprav kuhale, zorele, tako da mi menimo, da je preuranjeno gledati kritično na sedanjo situacijo. Navsezadnje pa kljub temu, da se mudi, je treba pustiti mandatarju čas.